Lepo pozdravljeni, drage gledalke in cenjeni gledalci. V letošnjem letu Zveza slovenske podeželske mladine praznuje 30 let. In ob tej priložnosti v našem studiu prav lepo pozdravljam Evo Golob, ki je koordinatorica in mentorica prostovoljstva pri Zvezi slovenske podeželske mladine, in z njo se bova na kratko sprehodila skozi 30-letno prehojeno pot in osvetlila tudi nekatere točke in vidike, ki jih bo Zveza zasledovala v prihodnje. Eva, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Vi sicer še nimate 30 let, čeprav Zveza praznuje 30 let, ampak ste pa že kar nekaj let vpeti v delo Zveze, kot tudi v Društvo podeželske mladine. Torej vam je delo v Zvezi že kar precej dobro poznano. In kako gledate na to prehojeno pot oziroma kdaj ste vi vstopili v Zvezo? Ja, nimam še 30 let, ja. Začela sem leta 2016 kot članica domačega društva Kalček. Deluje na območju Ivančne Gorice in Grosuplja. Od leta 2020 pa sem tudi članica glavnega odbora. Še vedno delujem kot regijska predstavnica za osrednjo slovensko regijo. Poleg tega sem pa tudi, kot ste že omenili, koordinatorica in mentorica prostovoljstva. Torej 7 let, pa potem 3 leta, odkar pa tudi v sami Zvezi. Se pravi, v tem koronskem letu ste se pridružili Zvezi. Tako je, ki je bilo največ časa, ko je bil pač veliko prostega časa, takrat sem se pridružila Zvezi, sem rekla, zakaj pa ne, dajmo probati nekaj novega. Vam ni žal? Ne, absolutno ne. Kot sem omenil, torej 30-letja, in če se za hip vrneva v leto 1993, kako pravzaprav je prišlo do ustanovitve in do uradnega, bomo rekli, zaživitve Zveze, če vemo, da je že pred tem, leta 1988, pa nastala Zveza slovenske kmečke mladine in je na nek način predhodnica Zveze. Tako je, to je v bistvu predhodnica naše današnje Zveze slovenske podeželske mladine. In 14. junija leta 1992 so se na drugem kongresu takratne Zveze slovenske kmečke mladine po burni razpravi odločili, da pač Zveza postane politično neopredeljena in nacionalna organizacija. Tako da takrat je nastala tudi Zveza slovenske podeželske mladine. 3. aprila leta 1993 pa je pravno formalno postala Zveza pravna oseba. In zdaj v kratkem pripravljate, oziroma v soboto pripravljate slavnostni dogodek, o katerem bova nekoliko več povedala, in tudi zaradi tega smo izkoristili to priložnost in vas povabili v naš studio, ker bo neka taka zaključena slovesnost ob zaključku tega slavnostnega leta. Pa če še na začetku morda osvetliva, kdo so bili pravzaprav ustanovni člani, so bila to morda društva, kdo je pravzaprav zagnal to energijo, ki se sedaj vali in kotali ta 30-letja? Takratni glavni odbor še takratne Zveze slovenske kmečke mladine je aktiviral in motiviral 3 društva, katere so tudi ustanovitelji Zveze. To so bili Društvo podeželske mladine Ptuj, Zabukovje in Zgornja Savinjska dolina. In ker so bila pač to 3 društva, ki so ustanovila Zvezo, je pa takrat tudi Zveza postala formalna organizacija. To je bilo, kot sem že omenila, 3. aprila 1993 na Gorenjskem. Ja, omenili ste torej ta 3 društva, ki so nekako potem ustanovila Zvezo, ampak danes je pa društev precej več kot samo 3. Ja, skozi zgodovino Zveze so ta društva nihala. Našli smo zapis, ko je bilo 54 društev, čez 4000 članov. Trenutno pa imamo 39 društev in okoli 3000 članov. Kar je še vedno zelo zavidljiva številka. Ja. Torej gre za mladino iz vseh koncev Slovenije, res regijsko zastopano po celi Sloveniji. Tako je, ja. V bistvu združujemo 10 regij, v vsaki regiji je različno število društev. Če lahko izpostavim, moja regija, v bistvu srednjeslovenska, ima kar 8 društev, takoj za njo je tudi celjska z večino društev. Kako pa pravzaprav nekdo sploh lahko postane vaš član? Se mora najprej pridružiti Društvu podeželske mladine na nekem območju in potem s tem avtomatsko postane član Zveze tudi? V bistvu ja. Če si član Društva podeželske mladine, si član tudi Zveze, ker društva so članice naše organizacije in potem mi štejemo pač število članov. Kako pa lahko postaneš član društva? Pa nimamo nekega pravila. Važno je, da si mlad tudi po srcu, da imaš rad podeželje, da se rad družiš in da rad povezuješ ljudi med sabo in kaj novega spoznaš. Imate morda najnižjo starost, pri kateri lahko postaneš, in tisto najvišjo omejitveno? V bistvu najnižja starost je 15 let. Višje starosti, pač neka formalna stvar obstaja, da je
40 let, ampak recimo, da se tega mi ne poslužujemo, ker imamo tudi radi mlade po srcu. No, tako kot ste dejali, ja, mladi po srcu. Najbrž je tudi ta zastopanost deklet in fantov tudi zelo raznolika. Ne gre samo, da bi bili samo fanti ali samo dekleta. Ne, zelo različno je. Okay, če gledamo naš glavni odbor oziroma ekipo za SPM, smo večinoma ženski del ekipe, ampak ja, po društvih je tudi veliko moških, se pa društvo različno. V nekaterih društvih je večinoma moških, v drugih društvih več žensk, ampak je neko razmerje. Nismo pa še naredili statistike. Aha, ampak kvote so zastopane, o tem je tako moderno zdaj govoriti. Ja. Ja. Zdaj, v 30 letih se nabere precej dogodkov, anekdot, ki so zaznamovali zvezo. Če se vi morda skupaj s sodelavci, ko ste obujili spomine zdaj ob tej prehojni poti, katere so bile tiste glavne prelomnice ali dogodki, ki jih lahko izpostavite, ki so zaznamovali torej razvoj skozi 30 letja? V bistvu je toliko dogodkov, da je težko povedati, kater je tisti prelomen. Lahko izpostavim, da so leta 2007 začeli z izborom Inovativni mladi kmet in letos je bil že 14. skozi celo zgodovino zveze in v bistvu že pred njo so potekale državne kmečke igre in državni kviz Mladi in kmetijstvo. Letos smo imeli že 51. državni kviz in 37 državne kmečke igre. Lahko izpostavim tudi projekt Nemoč podeželja, ki se je izvajal par let nazaj. Res je težko opredeliti, ker vsako leto imamo več kot 20 različnih dogodkov in vsako leto zaznamuje oziroma je vsak dogodek nekaj poseben, ali je jubilejni, ali je zanimiv zaradi anekdot. Lahko bi pa rekla, da je v 30 letih, odkar zveza deluje, zaradi zveze veliko družin nastala, da so se ljudje našli pri zvezi in skupaj ustvarili svojo življenjsko pot. Ja, torej tudi na nek način poligon spoznavanja. Tako je, ja. Zmenkarije na nek način. Ja, lahko bi se tako rekla, ja. Ste tudi vi, Eva, spoznali svojega moža na ta način? Ne, nisem ga spoznala preko zveze, ampak je tudi član društva že odprej. Torej sta oba iz istega backgrounda oziroma isto ja. podlago imata. Lahko morda zdaj poveva tudi, da Zveza slovenske podeželske mladine je torej nevladna, neprofitna, prostovoljna, stanovska in pa tudi nestrankarska organizacija. Že od začetka je tako, ne? Tako je, ja. Ste pa torej vsi, ki delate v zvezi, prostovoljci, ali ste med vami tudi kakšni taki, ki ste pa res zaposleni za, poln delovni čas? Ja, imamo 3 dekleta, ki so zaposlena za polni delovni čas, eno dekle, ki je zaposlena za polovični delovni čas in občasno nam pomagata še 2 študentke, ker smo tako daleč prišli, da imamo toliko različnih dogodkov, tako močne dogodke, da potrebujemo zaposlen kader, ker kot prostovoljci težko zapolnimo oziroma naredimo tak dogodek v taki meri, ker vsi, ki so naši prostovoljci, imajo svoje življenje, svoje službe, delo doma na kmetiji in svoj prosti čas lahko namenijo nam, za kar smo neizmerno hvaležni, ampak tudi oni so veseli, če imajo podporo zaposlenih oziroma naše pisarne. Kakšna pa je pravzaprav ta vaša struktura? Torej imate predsednico oziroma predsednika in potem navzdol različna področja, ki jih zasedajo torej različni vaši člani najbrž. Tako je, imamo pisarno, kjer je zaposleni del ekipe, kolegi, kjer so tudi naše vodje področij. Imamo predsednico, podpredsednico, podpredsednico in predsednico je glavni odbor. Glavni odbor sestavljajo v bistvu regijski predstavniki iz celotne Slovenije, se pravi 10 odbornikov. Potem imamo nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. In to je v bistvu celotna ekipa za SPM. Najbrž se je v teh 30 letih zvrstilo kar nekaj predsednikov in predsednic. Trenutno je predsednica. Tako je, trenutno imamo 12. predsednico. 12 jih je bilo v teh 30 letih. Ja. So tudi omejeni na kakšen mandat, imate volitve oziroma kako pravzaprav izbirate? Ni omejitve na mandat, koliko mandatov lahko zaseda nekdo. Vsake 2 leti potekajo volitve, tako da drugo leto je volilno leto in se bo tudi naše vodstvo oziroma glavni odbor spremenil. Ja, povsem demokratično, tako kot v svetu sicer. Kaj pa bi vi rekli, kaj so te glavne prednosti, ki jih nekdo, ko postane član Društva podeželske mladine, katere so prednosti in stvari, zaradi katerih nekdo rad pristopi v vašo sredino in reče, to pa je res to, kaj bi rekli? Predvsem druženje in povezovanje med samimi ljudmi v društvu in izven društva, pa tudi kmetje. Društva hodijo na različne strokovne ekskurzije po Sloveniji in spoznajo različne nove prakse,
kar pa v svojem življenju, po mojem, ne bi nikoli šli na neko kmetijo, če ne bi šli z društvom, se skupaj poveselili, družili. Predvsem neko povezovanje. Ja. Ljudje pa drugače preko društva oziroma preko zveze dobijo različne kompetence oziroma izkušnje, postanejo bolj samozavestni, se znajo organizirati kakšen dogodek, kakšno aktivnost, ker naša društva so toliko pridna, toliko različnih aktivnosti, poleg teh vseh aktivnosti, ki jih pač priredimo na zvezi. Kot sem pa že prej omenila, ja, med društvi se pa pač tudi spletejo neka prijateljske vezi, ki pač trajajo potem celo življenje. No, ko ste ravno to omenili, ta prijateljstvo, najbrž je v tem letošnjem letu, ko smo bili priča avgustovskim poplavam, ujmam in tako naprej, je tudi kar nekaj vaših članov kmetov, ne, je ostalo recimo brez hleva, brez živali, brez hiš celo. In tudi tukaj ste pa res pokazali to izjemno mero solidarnosti in medsebojne pomoči. Tako je, ja. Kmetje si med sabo vedno pomagamo, tudi letos ni bilo take izjeme. Tudi naša društva so stopila skupaj, organizirale prevoz kakršnekoli krme. Tudi društva, ki so v okolici teh območij, kjer je bilo pač hudo, so šla pa pomagala z marsikatero stvarjo. Tako da smo zelo neizmerno hvaležni in ponosni, da imamo pač take člane. Zdaj, omenili ste že kar nekaj aktivnosti in dejavnosti, ki jih peljete, ki jih izvajate v vaši zvezi. Govorili ste o kvizu Mladi in kmetijstvo, pa državne kmečke igre, projekt Inovativni mladi kmet kmetica. To so res vsi taki projekti, ki res vlečejo zglede in pa tudi kažejo, da kmetje niste samo fizični delavci, ampak dejansko podjetniki, ne? Ki morate res skrbeti, da kmetija ne samo da preživi, ampak res živi, no, v največjem pomenu te besede. In ja, ko govorimo o teh projektih in zadevah, bil sem tudi sam na prireditvi Inovativni mladi kmet, kjer se je res to pokazalo. Kako vi gledate z te perspektive, morda pred 30 leti in pa danes, ko res govorimo, da je kmet ni samo dovolj, da dela, ampak da ima tudi posluh in talent tudi za podjetništvo in za vse druge stvari, ki na kmetiji pridejo prav? Ja, v bistvu kmet opravlja več različnih poklicev, nisem kmet. Mora biti dober ekonomist, mora dobro poznati vreme, mora dobro poznati živali, njeno zdravje. Tako da v bistvu kmet združuje več različnih poklicev. In če primerjamo s 30 let nazaj, ko poslušamo kakšne starejše člane ali pa svoje starše, ne, je bilo delo bolj zahtevno, če se lahko izrazim, bolj fizično. Zdaj imamo več različnih robotov, tudi stroji so bolj mogoči, naredijo več različnega dela hkrati in nam pa šparajo čas in pač lahko ta čas tudi izkoristimo, pa ga pač damo oziroma delujemo pri podeželski mladini. Trenutno pa so mladi kmetje oziroma kmetje po moje že utrujeni od vse birokracije, od vseh različnih ukrepov, ampak še vedno so močni, še vedno znajo stopiti skupaj in narediti svoje dela, ker pač kmet ni zaradi tega kmet, ker bi pač užival v svojemu dohodku, v tem, kar pač naredi, da bi bil še bolj bogat, če se lahko izrazim, ampak dela zaradi svoje ljubezni do narave, do kmetijstva oziroma nekega poslanstva. Ker to je v bistvu poslanstvo, ne samo poklic, ker pač ta poklic traja 24 ur na dan, 7 dni v letu, pa naj bodo to prazniki, naj bo dež, sneg, vedno se mora pač delo opraviti. No, tega vašega poslanstva se vsekakor zavedamo tudi na družini in ravno v začetku leta smo skupaj z vami zasnovali projekt podcast Mladost na kmetiji, ki se je zelo lepo prijel med našimi bralci in poslušalci, ker gre za podcast in smo že posneli več kot približno 15 epizod in skupaj na ta način širimo zavest o mladih in kmetijah in tam predstavljamo dobre prakse. Kako pa se je med vašimi člani, pa tudi drugimi širše, no, kjer imate stika na terenu, kako se je prijel torej ta podcast, da slišimo še iz druge roke? Kar dobro, v bistvu. Člani so zelo ponosni, da se lahko tudi sami predstavijo, ne samo kot društvo, ampak kot posamezniki. Nekateri posamezniki so bili nekoč sramežljivi, se niso hoteli izpostavljati, da so pa ponosni, pa povejo radi. Smo snemali na družini podcast Mladost na kmetiji, ste me že poslušali. Drugače imamo pa tudi mi zelo lepo navado, da vedno, ko pač objavimo, da je prišel nov podcast ven, radi šerimo te podcaste med naše člane, med naše prijatelje in se pač ta poslušalski krog širi in vedno čakamo nov podcast.
naša Mateja, ki vodi z vami ta projekt. Vedno jo ful radi vprašamo, Mateja, kdo bo pa naslednji, ampak nam nikoli noče izdati s tem namenom, da pač smo v pričakovanju, kaj bomo kaj novega slišali. Ja, tako je, da ste tudi vi presenečeni, Tako kdo je, bo. ja. Ko smo govorila tudi prej o tej prehojni poti in tudi vi ste govorili o tem, kakšno spremembo je dal kmet skozi v zadnjih 30 letih, vedno več je tudi te birokracije, tudi s politiko se je treba ukvarjati, ne? Vemo, da položaj ni enostaven, tudi v zadnjih dneh vemo, kroži zgodba o dosetih živalih, recimo na kmetijah. Kako pa mladi kmetje gledate na vse te preizkušnje, ki jih slišite, ki jih vidimo, tudi jih spremljamo v medijih? Kako vi skušate tukaj nekako stopati in opozarjati na vse te stvari, ki se dogajajo? Pri nas imamo 4 področja. Eno od področij je tudi politika za mlade kmete, oziroma kmetijska politika in mlade kmete. Vsak teden potekajo, skoraj vsak teden v bistvu potekajo delovne skupine, na katerih se pač take stvari predebatira. Tudi kakšen kmet, ki je v kakšni stiski, pove, kaj se mu dogaja, skupaj iščemo rešitve. Velikokrat smo tudi skupaj s pogovorom z različnimi ministri, z različnimi odborniki, in na ta način želimo potem naše oziroma skrbi s terena prenesti v pisarne, če se lahko tako izrazim, ker vemo, da nekateri ljudje, ki so pač v pisarni, nikoli ne gredo na teren, ne vejo, kaj se dogaja. Kmetje so pa tisti, ki pač čutijo njihove posledice, kar se dogaja v pisarnah. Ja, eden od sogovornikov v podcastu je dejal, da v bistvu gre za proizvodnjo pod milim nebom, ne? In dejansko je to res. Kmet nikoli ne ve, ko se zjutraj zbudi, kaj v bistvu vsega čaka in kako bo zvečer. Tako je, ja. Preden bo Nikoli ne zatisnil vemo oko. tudi, kaj bo drug dan. Tudi če si organiziraš delo, nikoli ne bo šlo tako, kakor si želiš, ker ja, pod milim nebom nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ja, in vemo, da kmetje absolutno niste samo zapečkarji, ki sedite doma ali pa sedite na traktorju ali ste v hlevu ali ne vem, v gozdu, kjerkoli, ampak se prav v zvezi to spodbujate, povezujete tudi navzven. Se pravi, imate izkušnjo tudi s tujino. Torej, predvidevam, da se tudi mladi kmetje združeni v zvezo nekako greste v tujino, videvate, spoznavate nove prakse, tudi temu področju v zvezi posvečate kar nekaj pozornosti. Tako je, ja. Eno izmed področij je tudi mednarodno sodelovanje in smo člani mednarodne organizacije IFI, preko katere pošiljamo naše člane na različne izmenjave po Evropi in tudi v Ameriko. Ravno trenutno je naš član v Ameriki in se vrača v mesecu decembru domov. Kako se je imel, nam bo povedal decembra. Te izmenjave pa potekajo od 2 tednov do 3 mesecev. Mladi so kar nadobudni, si želijo nekega novega znanja, spoznavajo kulturo, spoznavajo nov jezik, se kaj novega tudi naučijo. In že velikokrat smo slišali od teh kmetov oziroma naših članov, ki so šli na te izmenjave, da so dobili kakšno novo idejo, ki jo pač v Sloveniji še niso videli in se ponesli na svojo kmetijo. Tudi v Slovenijo prihajajo različni ljudje iz Evrope in iz Amerike na izmenjavo in so tudi pač navdušeni nad našo majhnostjo, nad unikatnostjo, ker smo res unikatna država, kako pač veliko stvari delamo naenkrat, da nismo pač osredotočeni samo na neko panogo. Tako zelo jim je zanimiva naša država, našim članom pa tudi države, v katere odhajajo. Ko se tako pogovarjate s člani, sploh zdaj, ko se morda še več družite, več govorite ob tej 30-letnici, kaj pravijo mladi kmetje? Si želijo ostati na slovenskem podeželju? Zakaj jim je recimo všeč ljubezen do domače grude, do domače zemlje in jo želijo obdelovati in negovati to tradicijo naprej? Mislim, da je vsem to že zapisano v DNK-ju oziroma imamo to v krvi, da čeprav je težko pa hudo, še kar vztrajamo, ker smo tako rekoč zaljubljeni v svoje pač podeželje. In če ne bi bilo kmetov, tudi podeželje ne bi bilo tako lepo. Tudi mestni ljudje ne bi mogli na podeželje pa reči, wow, kako imamo lepo zeleno državo. Če še nekaj zdaj besed nameniva tej zadnji zadevi, 30-letnici, ki jo boste praznovali v soboto. Kje in kdaj pravzaprav bo ta slavnostni dogodek? Naš slavnostni dogodek bo potekal pri Avseniku na Gorenjskem. Zakaj na Gorenjskem? Na Gorenjskem ravno zaradi tega, ker je naša prva skupščina, ustanovna skupščina potekala na Gorenjskem leta 1993 in lepo je, da po 30 letih spet gremo na Gorenjsko in se tam tudi poveselimo.
in spet podružimo. Saj ne, da bi izdali preveč, ampak vendarle približno, kako bo izgledal ta dogodek, bo bolj družabne narave ali bolj strokovne morda? V bistvu bolj družabne narave. Na začetku bo pač enourna prireditev, da se spomnimo, kaj vse smo v 30 letih naredili. Prireditev bo malo narejena na hudomušen način, da pač tudi naše člane malo razvedrimo, da niso to dogodki, na katerih morajo vedno neki sodelovati, ampak da se pač oni sprostijo. Potem bo sledila lepa gala večerja, nato pa zabava do jutranjih ur z ansamblom. Tako kot se spodobi ob obletnicah. Tako je, da rečemo eno za domačo veselico. Tako. No, ste pa ob tej priložnosti, ste danes v studio prinesli tudi nekatere, tam imamo majčko, tukaj je pulover z vašim emblemom. Torej, kar nekaj takih spremljevalnih zadev, ki opozarjajo oziroma naznanjajo na to, da praznujete letos 30 let. Tako je, v letošnjem letu smo naredili majčke. Na zadnji strani piše Delo krepi človeka, na sprednji strani imamo pa ZSPM 30 let, da bo pač tudi to nek spomin za naše člane in za nas, ki delujemo v tem letu. No, tukaj pa imate pripet tudi vaš znak Zveze podeželske mladine. Kaj predstavlja? To predstavlja v bistvu klas. Zakaj pa je tukaj toliko klaskov, pa še nismo ugotovili, ker naš arhiv je zelo obsežen, v 30 letih se je zelo veliko stvari nabrali in nismo še ugotovili oziroma našli dokaza, zakaj je ravno klas naš logo in zakaj je toliko klaskov noter. Aha, no tu najbrž ena od nalog za morda ob 40-letnici, da razvozlate to uganko. Tako ja, se rečemo, da imamo 10 let čas, da ugotovimo to uganko. No, če bo kaj prej, pa nas obvestite, a ne? Zmenjena. Še eno od zadnjih vprašanj, kot človek tako ob neki prelomnici v življenju, tudi recimo osebni prelomnici, si vedno nekako ga vprašajo po željah, po viziji, po cilju za naprej. Najbrž tudi pri vas, da je v zvezi med vašimi člani, vsaj tem ožjem vodstvu, ne govorite, kaj še naprej, kako naprej, kam se bomo obrnili, v katero smer in kaj pravite, kakšno vizijo ste si začrtali morda za nadaljnjih 5-10 let ali pa še več? Vizijo imamo zapisano, ne znam jih na pamet, ampak predvsem strmimo k temu, da se pač povezujemo, spodbujamo in spoznavamo med sabo. To je predvsem naša vizija, tudi med člani, ker Slovenija, čeprav je majhna, je v bistvu velika, ker se pač ne moramo vsi spoznati, ker smo kmetje, nimamo vedno toliko prostega časa in ne moramo hoditi po Sloveniji in se toliko veliko družiti. Ja, saj vemo, kako je s temi vizijami, da papir vse prenese, ampak življenje, praksa je pa druga zgodba. Ne? Ja, je pa čisto nekaj drugega. Ja. Pa morda je še čisto taka vaša osebna želja, čestitka zvezi ob letošnji 30-letnici. Zvezi v bistvu želim še nadaljnjih 30 ali 60 let toliko aktivnega in lepega dela in povezovanja ljudi. Eva Golob iz Zveze slovenske podeželske mladine Slovenije, najlepša hvala za gostovanje v našem studiu. Lepo in iskreno praznovanje skupaj z vsemi vašimi člani ter vse dobro v prihodnje vam in zvezi. Hvala za povabilo in bom prenesla vašo čestitko tudi ostali ekipi. Hvala tudi vam, ker ste nas spremljali in lep pozdrav.